To je naša šola. Mogočna, lepa, velika, urejena, razgibana stavba sredi blokovskega naselja Planina. Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj. Življenje šoli dajo otroški glasovi in smeh, ki se razlega po šolskih hodnikih in učitelji, katerih razlaga odmeva iz šolskih učilnic. Šola so tudi vsi ostali, ki skrbijo, da delo na šoli teče. Vodstvo šole, pisarniški delavci, kuharice in kuharji, hišnika, čistilke. To je moja šola. To je moja šola. To je moja šola. To je moja šola. To je najna šola. To je moja šola. Tole je bila moja osnovna šola. To je bila moja šola. To je bila moja osnovna šola. To je bila moja šola. 40 let je že za nami. Kaj vse se je v tem času zgodilo? Vsega se ne da povedati. To smo zaposleni videli, čutili, naredili, se trudili in uspelo nam je. Začelo se je v šolskem letu 1980-81. To leto je bilo na osnovni šoli Planina vpisanih 617 učencev. Z velikim trudom in veseljem vseh 64 zaposlenih se je začelo šolsko delo. Število učencev se je skozi leta spreminjalo. Največ učencev je bilo 1130, najmanj pa 314. Spreminjalo se je tudi ime šole. Najprej je bila osnovna šola Planina, nato osnovna šola Bratstvo in enotnost. Zadnjih 30 let pa ima šola ime Osnovna šola Jakoba Aljaža. Spreminjal se je način dela, učni načrti, število zaposlenih, proslave, prireditve, tekmovanja, interesne dejavnosti. Le želja naučiti učence čim več, čim bolje, dati jim dobro popotnico za življenje, se ni spremenila. To smo naredili na veliko načinov. Učencem smo omogočili zanimiv pouk, sodelovanje na prireditvah, taborih, šolah v naravi, na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, obiskovanje različnih interesnih dejavnosti. Naši učenci so v vseh teh letih pridobili veliko znanja, dosegali odlične rezultate na tekmovanjih iz znanja, športnih tekmovanjih, izkazali so se kot dobri igralci, pevci, plesalci, umetniki, pisci, pesniki, šahisti in športniki. In česa se spominjajo nekdanji učenci, zaposleni? Na osnovno šolo me vežejo zelo lepi spomini. Bili smo v bistvu prva generacija, ki je začela hoditi v to osnovno šolo in je tudi to osnovno šolo končala. Tako da smo imeli to čast, da smo vstopili v šolo, ki je bila na novo zgrajena, na šolo, ki je imela popolnoma novo opremo, na šolo, ki je imela v šoli bazen. Tega v Sloveniji se mi zdi, da takrat ni bilo. Vežejo me seveda lepi spomini, mogoče se najde tudi kakšen, ki ni ravno najlepši, ampak v tistem mojem času šolanja na osnovni šoli mi je bila seveda prioriteta košarka, tako da me na to področje vežejo zelo lepi spomini. Po drugi strani pa vse tiste nagajivosti, ki smo jih pač počeli, in danes, ko razmišljam za nazaj, enih lepih, čudovitih 8 let je minilo na tej osnovni šoli. Ja, ko pomislim na mojo osnovno šolo, moram reči, da ne glede na to, da nisem bil glih vzoren učenec, imam zelo lepe spomine. Od športnih dnevov do učiteljev, ki so me učili. Moram reči, da imamo tudi še sošolci še zmeraj stike, tako da moram reči, da je ena lepa izkušnja. Osnovna šola Jakoba Aljaža je bila prva šola, ki mi je res pokazala, kaj pomeni dober učitelj in kaj pomeni učitelj v pravem pomenu besede.
Od tiste poslušnosti pa do neke predaje ne samo znanja, ampak tudi nekih izkušenj, spominov in konec koncev veščin, s katerimi sem potem lahko dalje izkuševala življenje, je vse skupaj formiralo neko celoto, skozi katero sem potem lahko tudi jaz stopala naprej in si ne samo postavljala kriterije, kaj želim pridobiti od znanja, ampak tudi kakšna oseba želim biti sama. Lepe spomine na to šolo imam predvsem na poskuse v kemiji. Je bilo tako zelo zanimivo, raznoliko, zabavali smo se, poskušali razne eksperimente in tukaj še vedno mi še vedno pride prav, ker izdelujem naravno kozmetiko. V bistvu drugo, kar mi pa pač zelo zanimivo, je pa gledališki oder. Tle imam tudi take lepe spomine, kjer smo igrali razne igrice, naprimer Volk in 7 kozličkov in smo se zelo zabavali. In to mi tudi malo pride prav zdaj še, ker kakšne intervjuje dajemo in pri kakšnih igralnih sposobnostih. Na osnovni šoli Jakoba Aljaža sem spoznala veliko odličnih prijateljev in krasnih učiteljev, ki so mi dali znanje, ki ga bom z veseljem uporabljala, širila in nadgrajevala še naprej. Na naši šoli bi spremenil to, da bi zamenjali malico večkrat, pa da damo lahko dol maske, pa na hodnike kavče, da se lahko med odmori počijemo. Rada se učim, rada imam svoje prijatelje. Obožujem matematiko. Moj najljubši predmet sta šport in matematika. Matematika je zato, ker sem v njej zelo dober in imam zelo rad matematične naloge. Šport pa zato, ker sem tudi sam po sebi dober športnik. V šolo rada hodim zato, ker imamo veliko prijaznih učiteljic in učiteljev, imam veliko dobrih prijateljev. V tej šoli se veliko naučiš in v tej šoli se počutim zelo udobna. V letošnjem letu praznuje naša šola 40-letnico. Ko se ob tem jubileju ozrem nazaj, najprej občutim spoštovanje do vseh delavcev te šole, ki so vodili in vzgojili 40 generacij učencev. Dostikrat se vprašam, kje so zdaj ti učenci, kaj počnejo v življenju, kako jim gre, kakšne spomine imajo na našo šolo. Na teh hodnikih in učilnicah so doživeli svoje prve uspehe, neuspehe, mogoče prve šolske ljubezni, razočaranja, skratka vse, kar sodi v šolo življenja. Seveda se zavedam tudi odgovornosti do same zgradbe. 40 let pravzaprav ni veliko za šolo, posebej če izgleda taka kot nova. Vendar vedno ni bilo tako. Obnovili smo v teh letih šolsko kuhinjo, dodali smo celo hladilnico, potem smo izvedli celotno energetsko obnovo, uredili smo kabinete za učitelje, prenovili smo šolsko zbornico, poskrbeli smo tudi dodatno za varnost naših učencev, se pravi, dodali smo 10 požarnih izhodov, uredili smo zunanjo učilnico, pa še kaj bi se našlo. Vsak dan je moja prva in najpomembnejša naloga, da organiziram nadomeščanja za vse odsotne učitelje. To zna biti kar izziv. Recimo danes je odsotnih 10 učiteljev, kljub temu smo pa pouk izpeljali do zadnje ure po urniku, tako kot je treba. Najbolj pa uživam tisti del dneva, ko grem v razred in preklopim na angleščino. Have a nice day! To je moja šola. In hkrati to je tudi moj drugi dom že eno leto več kot 40 let. Veliko lepih trenutkov sem doživela na tej šoli, koliko kilometrov prehodila po teh hodnikih, po stopnišču, po učilnici, koliko črnila se je prelilo skozi moje roke iz nalivnika in danes preko tiskalnika. Srečala sem veliko dobrih in prijetnih sodelavcev, s katerimi smo stkali zelo prijateljske vezi in še danes nadaljujemo v tem slogu. Veliko projektov smo izvedli in ne nazadnje sem tu zaradi učencev, teh mojih srčkov, teh nadebudnih učencev, ki so tukaj zadaj za mano
in ti napolnijo, mislim, da vsako učiteljico z velikim žarom, kljub temu, da ko vstopiš vsakodnevno v šolo, ne veš, kaj te čaka tisti dan. Na tej naši šoli učim 39. leto, torej skoraj od samega začetka. Čas res hitro teče in tale moja šola mi je bila vedno kot drugi dom. Najprej zato, ker imam na šoli sodelavke in sodelavce, ki so mi vedno stali ob strani, s katerimi smo se res dobro razumeli. Najlepši del dneva, vsekakor tako kot vsakemu učitelju, je delo v razredu, z učenci, pri učenju, igri, ustvarjanju, razgovoru in na ta način tudi medsebojnemu spoznavanju. Vsakega napredka in znanja učencev sem bila vedno zelo vesela. In tudi vsaka generacija novih otrok mi je bila novi izziv. Vsaka generacija otrok me je nekaj novega naučila, kar sem potem nesla s seboj naprej kot izkušnjo v naslednjo generacijo. Veliko vrednost šoli in učenju pa smo v zadnjih 2 letih začutili učenci, učitelji in starši v času te epidemije. Kako lepo se je bilo vrniti nazaj v šolske klopi, se skupaj učiti in družiti. Upam, da tako tudi ostane in želim, da imajo šolo za drugi dom tudi vse bodoče generacije otrok, ki bodo hodili k nam na našo šolo. Kakšno šolo pa si želim v naslednjih letih, mogoče v naslednjih 40 letih za naše učence, za naše zaposlene? Želim si šolo, v kateri bi se počutili učenci in učitelji dobro, kjer bi jim bilo lepo. Želim si, da bi bili sodelavci, sopotniki in nekako soustvarjalci neke nove, lepe, prijazne zgodbe. Želim si šolo, v kateri bi se učenci razvijali in rasli, v kateri bi si pridobili dobro samopodobo in občutek lastne vrednosti. In kaj naj rečem za konec? Vse najboljše, Osnovna šola Jakoba Aljaža.